Prav poseben prvi šolski dan je bil za učence 6. razreda podružnične šole Alojza Hohkrauta Trbovlje, saj so v sredo prvič stopili v prav posebno kinestetično učilnico, ki je edina taka v Trbovljah. Opremljena je z nekaj več kot 20 višini prilagodljivimi mizami, ob katerih bodo otroci ure pouka preživljali stoje, noge pa bodo lahko nadzorovano gibali na gugalnici v spodnjem delu mize. Znanstveniki menijo, da stoječi položaj in gibanje izboljšujeta spomin in koncentracijo, kar pripelje do tega, da se v razredu zmanjša tudi moteče vedenje učencev. To pravzaprav se nismo odločili mi, pač pa občina Trbovlje, za kar se res najlepše zahvaljujemo. Županja je, kot je že prej uvodoma povedala, tudi učencem in gostom, hodila po Sloveniji in spoznavala različne šole, videla, da na različne načine izvajajo pouk in da se na marsikateri šoli uporabljajo tudi kinestetične mize. Zato so se odločili, da pristopijo k projektu oziroma investiciji in preuredijo učilnico na podružnični šoli Alojza Hohkrauta v kinestetični razred. Zavedamo se, da je pomen gibanja v času razvoja otroka zelo velik in na ta način bodo otroci veliko lažje skozi gibanje, skozi aktivne metode dela usvajali snovi in učne cilje. Kako je učilnica zasnovana, nam je povedala njena snovalka Patricija Sabol. V bistvu smo nekako z županjo skupaj prišli do neke te zasnove, ampak na način tako, da je v bistvu čim bolj sproščeno, da omogoča več gibanja, pač nemoteno učenje oziroma tudi pač delo v skupinah, pa tudi tako, da se mehko sprostijo. Ne vem, pač tudi elementi so zbrani na ta način, tako igrivo, pač za otroke, da ni to tista klasična učilnica, pride, da se usedeš, ampak tako, da omogoča tudi neke igralne kotičke, delo v skupinah, mehko bolj razigrano vse skupino. Kinestetično učilnico pa imajo tudi v hrastniški osnovni šoli in sicer že od leta 2018. Kako se obnese v praksi, pa boste izvedeli v enih od prihodnjih novic na naši televiziji. Gazela je najstarejši zasnovan projekt promocije rasti. Takih je tudi 19 zlatih gazel, hitro rastočih podjetij. Letos Gazela zaznamuje 21 let obstoja. Ambicija spodbujanja rasti za prihodnja desetletja zato ostaja, ne glede na številne spremembe, ki smo jim priča. Razglasitev in podelitev Gazele Zasavsko-Savinjske regije 2021 je tokrat v Zasavju, natančneje v Delavskem domu v Zagorju. Čaka nas še 5 dogodkov, naslednji je osrednje slovenski, potem imamo še primorsko-notranjski, dravsko-pomurski in pa dolenjsko-posavsko regijo. Potem na vsaki izmed teh 6 regijah izberemo regijskega zmagovalca, ki pa se potem lahko rečemo vrstijo v izbor za podelitev zlate, srebrne in pa bronaste gazele. V prvi fazi izbira metodološka komisija, ki izbere 3 nominirance, potem posledično zmagovalca. Najvišji organ, Svet Gazela, sestavljen iz predstavnikov stroke, gospodarstva, bivših zlatih gazel sponzorjev, pa potem na seji izbere izmed teh 6 zlato, srebrno in bronasto gazelo. Gre za sistem, kjer se določi zmagovalca s konsenzom, torej vsak izmed članov Sveta Gazela ima določen čas, da predstavi, da argumentira svojo odločitev in potem na koncu, kot rečeno, s konsenzom izberemo zlato, srebrno in bronasto gazelo, ki pa priznanja za te 3 pa potem podelimo v Cankarjevem domu, v Linhartovi dvorani kot vrhunec projekta Gazela. In kaj imajo skupnega Franc Pišek, direktor Pišek Vitli Krpan, Primo Zelenšek, direktor podjetja Čipolo in direktor podjetja Hermi, Miran Rauter. Vsi so bili nominiranci za letošnje Gazele Zasavsko-Savinjske regije. Priznanje pa je prejelo podjetje Pišek Vitli Krpan. Ja, to je ena velika potrditev za uspeh. Kako pa bo ta nagrada pripomogla vam in vašemu podjetju? Mislim, da veliko, ker to, kar sem že rekel, da to je potrditev na splošno uspeha. Kako pa naprej? Kakšne imate plane? Plane so še vedno, čeprav sem že starejši, vedno rad gledam naprej. Mene je vedno
interes, neka nova zadeva in s tem tudi živimo in uživamo. V Zagorju so po zahtevni in temeljiti obnovi pretekli konec tedna svečano odprli novo glasbeno šolo. No, ne prav nove šole, temveč nove prostore zanjo. Ta je namreč odslej na naslovu nekdanjega podjetja Svea. Veliko poslopje so v sklopu zahtevne investicije povsem preuredili in danes nihče, ki ne pozna, kakšna dejavnost se je prej odvijala v zgradbi, ne bi uganil, da je služila popolnemu drugačnemu namenu. Gre za na nacionalni ravni najpomembnejšo investicijo v sodobno glasbeno šolo kot objekt v naši državi. Zato resnično iskrene čestitke in tudi zahvale županu, ravnateljici glasbene šole in vsej ekipi za to, ker je zdržala in je podpirala in podpira takšno odločitev. Glasbena šola praznuje 75 let. Vemo, da je dosegala svetovne, evropske, slovenske uspehe v neprimernih prostorih. Danes smo otvorili vilo Medeja, kjer so iz 500 kvadratov prišli na 1300 kvadratnih metrov, s tem ustvarjali najboljše pogoje za delovanje glasbene šole. Pri tem pa je pomembno, da je tako občinski svet, s tem tudi vse politične stranke dale svojo zeleno luč in pa podporo temu projektu. Nenazadnje pa smo tudi po več kot 10 letih strani ministrstva, ministrice dr. Simone Kustec, doživeli velik finančni razpis in s tem je osrečila ne samo naše najmlajše v Zagorski dolini, ampak več 1000 mladih v slovenskem prostoru. Prav tako pa tudi podpora Ministrstva za infrastrukturo, za energetsko sanacijo, Ministrstvo za šolstvo, šport in znanost 1 milijon evrov in Ministrstvo za infrastrukturo okrog 300 000 evrov. Tako da, kot pravijo, imamo novo šolo in Zagorje je vzorčen primer na tem delovnem prostoru. Na svečanem odprtju novih prostorov šole, ki beleži 75 let delovanja in v kateri je 22 zaposlenih ter 340 učencev, je nastopila vrsta učencev tako iz vrst glasbenikov kot tudi baletnikov. Po koncu uradnega dela otvoritve, v katerem je zagorski župan Matjaž Švagan ministrici Kunčevi izročil tudi posebno darilo, so si gostje in obiskovalci lahko ogledali tudi prenovljene in urejene notranje prostore učilnic, zbornice in pisarn. Za nas je to danes seveda poseben dan, zgodovinski dan, saj smo po dolgih letih pričakovanja dobili novo glasbeno šolo, katero smo danes otvorili. V posebno čast seveda nam je, da je poleg našega župana otvoritvi prisostvovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec in pa seveda državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje Marjan Dolinšek. Seveda so bili z nami tudi drugi gostje. Skratka, dogodek, seveda, ki nam zelo veliko pomeni, ga oplemenitijo še gostje, ki pridajo zaradi glasbe, zaradi, da ne nazadnje rečem, tudi zaradi seveda otrok in pa zaradi tega, kar se je pač v Zagorju zdaj zgodilo, ne? Ker ta glasbena šola je ena izmed najmodernejših v Sloveniji, vrhunska akustika, moderno opremljena, prostorne učilnice, s tem, da ne govorim, da smo dobili prelepo koncertno dvorano in pa tudi prvič v zgodovini glasbene šole je v isti stavbi tudi pouk baleta. Zagotovo gre na mestu seveda še zahvala vsem tistim, ki so pripomogli, da smo do tega prišli in zagotovo je to občina Zagorje kot investitor naložbe in seveda potem tudi soinvestitorja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za infrastrukturo. Skratka, nova glasbena šola je odprta, veselimo se naših učencev, njihove glasbe, njihovega plesa, petja in pa seveda, da ostanemo na koncertnih odrih, kajti to je tisto, kar delamo najrajši, zaradi česar tudi praktično se učimo glasbo in plesa in to je praktično nam, kot sem rekla, kot zrak, ki ga dihamo.
V letošnjem letu je na Dolah pri Litiji na kmetiji Medved v Suhadolah potekal projekt postavitve in kuhanje oglja v kopi Velikanki, ki do sedaj ni bilo para ne v Sloveniji niti v Evropi. Celoten projekt smo spremljali tudi mi in tako smo bili priča tudi zaključku, ko so pričeli z razdiranjem kope ali, kot pravijo v oglarskem žargonu, štoranjem. Dole pri Litiji veljajo za oglarsko deželo, saj so s promocijo te dejavnosti pričeli že pred 25 leti in tako bili pobudniki za ostale slovenske kraje. Sprva so mislili kopo Velikanko prijaviti v Guinnessovo knjigo rekordov, a so s to idejo prenehali zaradi zapletene birokracije in predvsem prevelikim finančnim vložkom. Torej, kopa gori, kopa tli. Kakšni so zdaj občutki takole na koncu? Ja, moram reči, da izredno dobri, fantastični, da tako rečem. Sploh, ko vidiš te ljudi. Ljudi, ki niso samo domačini, ki poznajo to oglarjenje, temveč so tukaj ljudje, ki so prišli od vse povsod. Včeraj nas je presenetil obisk Francozov, danes Avstrijcev, potem je z nami predsednik Oglarske zveze Evrope. In nedvomno je pika na i, ker nas je pozdravil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. In verjamem, da ko vse te ljudje in vsi ostali, ki dobro mislimo, kot sem rekel, v srcu in damo tem podeželju, je ta kopa nedvomno kraljica za ta dejanja. Podružnična osnovna šola Hotič v občini Litija je stara dobrih 100 let in je kot taka postala povsem neprimerna za kvalitetno izvajanje pouka. Nima telovadnice, niti drugega potrebnega prostora, poleg tega tudi ni prostora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Krajani Hotiča si že vrsto let prizadevajo, da bi se to stanje spremenilo. Prisluhnila jim je tudi občina Litija. Po nekaj letnih naporih so pred nekaj dnevi pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega vzgojno-izobraževalnega kompleksa. Kaj vse bo zajemal, je povedal litijski župan. Zagotovo dobra novica, se pravi, pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadomestne osnovne šole in vrtca za večnamensko dvorano v Hotiču. Najprej zagotovo velja dati iskreno zahvala vsem deležnikom v tem postopku, mejašom, sosedom, civilni iniciativi Hotič, krajevni skupnosti, projektantki, podjetju Geoplan, pa seveda vsem, ki so sodelovali v tem procesu, zagotovo pomembna umeščanje tega projekta v prostor. Zdaj je res, bi rekel, dana zelena luč za pričetek naslednje aktivnosti, se pravi izdelava PZI dokumentacije, ki pa bo podlaga potem za se pravi objavo javnega razpisa. Mi smo v tem trenutku v postopku se pravi pridobitve in pa izbire izvajalca del za izdelavo PZI dokumentacije. Ocenjujemo, da bo ta dokumentacija tudi glede na pogoje, ki so bili določeni v gradbenem dovoljenju, lahko izdelana do začetka prihodnjega leta in v prihodnjem letu načrtujemo izvedbo javnega razpisa za oddajo del in seveda tudi pričetek del za izgradnjo tega prepotrebnega objekta v Hotiču. Ja, v Hotiču bo prostor za 5-letno podružnično osnovno šolo, prostor za 3 oddelke predšolske vzgoje, se pravi tudi tukaj je treba povedati, da namenoma gremo v vsaj en oddelek več, kot je v tem trenutku potreb v Hotiču, ker želimo, da bo ta del tudi tako imenovani servisni del za, se pravi, potem oblikovanje tistih, se pravi, viškov, ki so na zahodnem delu občine in s tem seveda tudi smo želeli, da bomo res tudi dolgoročno odpravili kakršenkoli deficit pri zagotovitvi prepotrebnih prostorov in kapacitet za predšolsko vzgojo, se pravi, da bodo lahko vsi otroci, ki bodo želeli oziroma starši, njihovi starši želeli dati otroka v vrtec, to tudi absolutno dobili. Zraven tega pa je potem predvidena še, se pravi, večnamenska dvorana,
ki bo za potrebe osnovne šole, vrtca, predvsem pa delovanje, se pravi, družbenega življenja v kraju. Gre za en centralni objekt celotnega območja Hotič. Včeraj je v Splošni bolnišnici Trbovlje potekala krajša slovesnost ob predaji najnovejše naprave za fototerapijo novorojenčkov, ki jo je v okviru projekta T2 življenje bolnišnici predala družba. Gre za nadaljevanje uresničevanja poslanstva društva Slojenčki, ki pa ga lahko uresničuje v sodelovanju s svojimi podporniki, med katerimi je eden največjih ravno družba T2. Tako smo zelo ponosni, da bomo vseh 14 porodnišnic lahko opremili s temi sodobnimi fotolučkami. Seveda, danes lahko povem, da mi bomo zgodbo nadaljevali naprej. Danes gremo tudi naprej v Brežice, ki je naslednja porodnišnica, ki bo prejela tole napravo in se veselimo dela naprej. Naprava za fototerapijo BL70 je najsodobnejša naprava za zdravljenje zlatenice. Gre za fotolučko, ki omogoča varno terapijo s prilagajanjem doze in časa obsevanja, hkrati pa je prijazna do naših najmlajših pacientov in njihovih mamic, saj jim omogoča, da svojega otroka med obsevanjem opazujejo preko kamere, za čas hranjenja ali nege pa terapijo vmes tudi prekinejo. Poglejmo si nagovor in zahvalo direktorice Splošne bolnice Trbovlje. Naša bolnišnica, kot je tudi že vidno, ker se pred glavnim pročeljem smo se srečali, je najmanjša splošna bolnišnica v državi. Pa vendarle je porodnišnica in bolnišnica izjemnega pomena za regijo, v kateri deluje. V lanskem letu je porodnišnica beležila 455 porodov. Seveda naše osebje prejema mnogo pohval, zahval za kakovostno obravnavo, za skrb, tako za mamice, kot seveda tudi za novorojenčke. Na to smo ponosni. Ponosni smo tudi na to, da smo že vrsto let certificirani kot novorojencu prijazna porodnišnica. Pri osnovni šoli Toneta Okrogarja v Zagorju so v sredo s slovesnostjo, ki so jo pripravili zaposleni in učenci šole, tudi uradno predali namenu prenovljeno telovadnico, igrišče in igrala. Staro telovadnico so v celoti prenovili tako ovoj stavbe s streho, kot tudi vse notranje prostore, vključno z elektro in strojno instalacijo. Telovadnica ima odslej novo, moderno športno opremo, ki omogoča izvajanje celotnega športnega programa. Poleg same telovadnice so poskrbeli tudi za nov videz okolice in postavili nova otroška igrala, ki jih je sofinancirala Zavarovalnica Triglav. Z novim asfaltom je prekrito tudi šolsko igrišče. Ravnateljico in župana je pred uradnim odprtjem čakal tudi poseben izziv. Pred telovadnico so jima namreč postavili športne ovire, ki so simbolizirale vse ovire in prepreke, ki sta jih morala skupaj premagati, da je telovadnica danes prenovljena, sodobna, v veselje vsem uporabnikom. Osnovna šola Toneta Okrogarja je pred telovadnico postavila tudi fotografsko razstavo, kako je potekala obnova od začetka do konca. Danes je za osnovno šolo Toneta Okrogarja iz Zagorja poseben dogodek, poseben dan. Dočakali smo tisto, kar smo dolga leta sanjali, in sicer prenovljeno telovadnico in pa prenovljeno šolsko igrišče. Pouk športne vzgoje na naši šoli bo tako lahko še kvalitetneje potekal. Prenovljene telovadnice so se seveda najbolj razveselili učenci, pa seveda tudi vsi učitelji in tudi jaz kot ravnateljica. Zahvaljujemo se občini, da je prisluhnila našim potrebam, občinskim svetnikom, da so podprli investicijo in seveda Ministrstvo za infrastrukturo. Kako lepa je, bodo vedeli učenci najbolje povedati. Država je v prostorski plan umestila obvoznico na glavni cesti Litija-Ljubljana G208, na kateri je med naseljema Spodnji in Zgornji Hotič izjemno ozko grlo. Cesta je zelo obremenjena, zato si tamkajšnji krajani skupaj z občino Litija že dolga leta prizadevajo, da se zgradi obvoznica. Cesta nima pločnika in je tako za pešce zelo nevarna. V tem trenutku je, se pravi, faza razgrnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za obvoznico Hotič. Mislim, da gre za dokaj zdaj že dokončno usklajene rešitve, ki bodo v sklopu tega projekta.
Ocenjujemo, da je mogoče nekaj manjših popravkov še potrebnih, vendar glavnina vseh odločitev pa mislim, da je zdaj že postavljena. Tudi javna razprava, ki je bila v teh dneh, je pokazala visoko stopnjo, se pravi podpore, tako med krajani in ostalimi deležniki v prostoru. Tako da pričakujemo, da bo po zaključku javne razprave se lahko oblikoval, se pravi, končni predlog državnega prostorskega načrta in da bo ta še pripravljen in sprejet do konca letošnjega leta oziroma najkasneje v začetku prihodnjega leta. In da bo v prihodnjem letu potem lahko že Direkcija za infrastrukturo naročila, se pravi DGD in PZI dokumentacijo in izbrala izvajalca del za to dokumentacijo in potem v naslednjih letih, rečemo, tam približno 4 letih, najkasneje, da se bomo lahko končno zapeljali po obvoznici Zgornjega Hotiča. Pomembno pa je poudariti še nekaj. Ta obvoznica je tudi premik pri umeščanju kolesarske povezave na, se pravi, levem bregu reke Save, se pravi, ta obvoznica prvič zdaj na levem bregu reke Save tudi predvideva ureditev kolesarske povezave, en del zraven od križišča Jesenje naprej sporedno ob cesti, drugi del pa se bo izkoristila obstoječa, se pravi stara cestna povezava v Hotiču, ko bo bistveno razbremenjena, in Direkcija za infrastrukturo ima v načrtu, da bo reševala projekt tudi proti Kresnicam in potem na daljni fazi pri urejanju obvoznice tudi proti Litiji. Aktualna trasa je na odcepu, se pravi, pri križišču za Jesenje pod gostilno Kimovec nad, se pravi, podjetjem betonarne PGM in potem prihod nazaj na obstoječo cesto pred odcepom za, se pravi, centralni del Zgornjega Hotiča proti, se pravi, območju nove in pa tudi stare šole. Messer, največje družinsko vodeno podjetje na področju industrijskih plinov, in Steklarna Hrastnik sta v torek uradno odprla enoto za proizvodnjo kisika na lokaciji Steklarne Hrastnik. Dogodka se je poleg generalnega direktorja Steklarne Hrastnik Petra Časa in direktorja Messer Slovenija Valentina Ilijevskega udeležil tudi predsednik in delničar tretje generacije Stefan Messer. O vrednosti investicije in tem, kaj vse bodo z njo pridobili, pa direktor. Sama vrednost investicije je nekje v višini okrog 3 milijone evrov. Pridobili bomo predvsem to proizvodno kisika na lokaciji, 1500 kubikov na uro. Naša potrošnja je trenutno 1300 kubikov, tako da skoraj 100% kapaciteto že trenutno zasedamo v proizvodnji. Predvsem pa z vidika varovanja okolja se pa znebimo vsaj 2 tovornjakov, ki sta vozila tekoč kisik na lokacijo dnevno in s tem znatno znižujemo CO2 vtis v okolje. Odprtja se je udeležil tudi minister za okolje in prostor, magister Andrej Vizjak, ki nam je povedal, koliko sredstev za temu podobne projekte ima država in iz katerih virov jih črpa. Kar precej virov je. Eno najprej so sredstva sklada za pravični prehod, druga potem so sredstva sklada za načrt in okrevanje, to se pravi evropska sredstva, potem so kohezijska sredstva in nenazadnje tudi domača sredstva sklada za podnebne spremembe. Torej je kar nekaj virov, finančnih virov na voljo za tako imenovan zeleni prehod. To bo res morala postati stalnica, ne samo v industriji, tudi v energetiki, pa nenazadnje tudi pri našem vsakdanjem obnašanju. Namreč precej lahko storimo tudi sami za prehod v brezogljično družbo. Seveda smo veseli takšnih zgledov, kot ga vodi Steklarna Hrastnik.
V sredo je zaživel letošnji 13. festival novomedijske kulture Speculum Artium 2021. Predstavlja se 14 projektov slovenskih avtorjev, pa tudi tujih. Eden takšnih projektov je tudi Power Strangers, interaktivna video in audio inštalacija v realnem času, sestavljena iz spletne kamere, projektorja in iz posode z vodo, v kateri je reaktivna sluz, delo Barbare Jazbec in Kristine Tica. Naša inštalacija se imenuje Power Strangers in je v bistvu interaktivna inštalacija, ki predstavlja nekako to novo digitalno dobo in njihove duhove. Ko se ti približaš inštalaciji, te slika in nekako vzame tvoj duh. In v bistvu upozarja na to, kaj mi vse objavljamo na splet in kakšne te digitalne sledi mi puščamo. Ker danes niso več te hiše strahov, ampak v bistvu so digitalni duhovi v naših napravah, ker mi ne vemo, kam vse te podatki se shranjujejo, tako da so digitalni duhovi vse posod danes. Kateri so letošnji poudarki, pa direktorica Delavskega doma Trbovlje Špela Pavli Perko. Letos zopet presegamo meje Evrope. Pripravljeni so projekti tako domačih avtorjev kot tudi tujih. Z domačimi se lahko pohvalimo z lanskoletnim naslovom, znamko ali kakorkoli že Made in Trbovlje. To so projekti, ki so nastali v okviru projekta RUK, ki ga imamo v Trbovljah že 2 leti in z našim laboratorijem DDT Lab. In potem so projekti izbrani na mednarodnem razpisu. Rdečo nit festivala pa nosi prva robotsko vodena skulptura iz 70. let, to je pa Senster, ki si ga lahko ogledate na odru. Senster bo z nami tudi po postfestivalskem obdobju, tako da vabim in zdaj te dni, prve 3 dni, ko imamo intenzivno in tudi naslednji teden, če koga zanima, naredimo tudi posebno vodstvo.